smo, ne, vsi ste igrali. Tako, no, v tem nadstropju mi v bistvu govorimo o obnovi stolpa in to obnovo lahko zdaj na zaslonu za mano tudi spremljate. Vseeno imamo pa tukaj pripravljen tudi prikaz delovanja vodovodnega stolpa. In sicer ta prikaz je ravno tako nastal v sodelovanju s Hišo eksperimentov. Njihove eksperimente bomo sicer potem v 5. in 6. nadstropju še bolj podrobno videli. Tukaj imamo pa torej prikazano, kako je voda pritekla do hiš. Zdaj pa je bil že mogoče kdo od vas tukaj? Kaj že to videl? Še novo. Prej še ni bilo. Ja, to je manj novo. Kaj pa mislite, kak sploh vodovodni stolp? Zakaj sploh živijo vodovodni stolp? Zakaj? Ampak mislim, vse je bilo voda. Tako zakaj bi ga... Torej, prvo nedeljo v juliju smo zopet že tradicionalno preživeli v vodovodnem stolpu, kjer smo v sodelovanju s Hišo eksperimentov pripravili ta poseben dogodek. Namreč s Hišo eksperimentov sodelujemo že kar nekaj časa in skupaj smo že pripravili prikaz delovanja vodovodnega stolpa, ki je tudi del stalne razstave. Danes pa so nam posodili nekaj eksperimentov v povezavi z vodo, s tekočino, ki jih imamo na ogled v 5. in 6. nadstropju stolpa. S tem smo želeli nekako tudi te naravne pojave, eksperimente približati predvsem otrokom in jih tako nagovoriti tudi, da nas obiščejo. Tako, eksperimenti so vezani na vodo in nekako prikazujejo, kako se obnaša voda v stiku z drugo tekočino, z magnetno tekočino, z prav posebno belo tekočino, pri kateri se ustvarjajo takšni oblaki. Potem imamo tudi 2 eksperimenta v takšnih steklenicah, kjer se voda pretaka, se ustvarjajo vrtinci in pa vodometi. Tako, tale prikaz delovanja vodovodnega stolpa je postal del razstave v samem stolpu, medtem ko so pa eksperimenti, ki jih imamo na voljo zdaj tukaj za kratek čas, ob tem prav posebnem dogodku, kot je bila prva nedelja v juliju. Tako, obisk je bil dober, predvsem so se nam pridružile družine, ki jih na tak interaktiven način nekako še bolj povabimo in privabimo k nam. Nekje na višjem predelu in so tako že naravno ustvarili padec, ki je potem omogočal, da je ta pritisk razpršil vodo po vodovodu. Tukaj pa pač ni bilo nobenega tega hribčka še takrat, niso vedeli sicer, kak bi prek Save prišli na drugo stran, na Čatež, tam, ko je malo dvignjeno, zato so zgradili stolp v višino. No, in tukaj lahko vidimo,
kaj se potem zgodi s to vodo. Torej, iz zbiralnika je voda prišla po ceveh vse do v bistvu črpalk, ki so omogočale, da je voda prišla gor v sam rezervoar. In potem je ta prosti padec omogočil, da je voda šla tukaj po ceveh in pritekla do hiš. Kaj se pa zgodi z tokom? Če to, mi boste malo pomagali? Malo je težko. Kaj se pa zgodi s tokom, če so bile pipe nekje višje? To je ena tak kontrolna pipa. To je pa upočasni se, ne? Pa malo pritisk že pade in pol v bistvu več ni tok tukaj močen. Evo, zdaj se pa lahko malo s tem igrate, če hočete, pa tukaj malo ste prenizki, boste pa videli, kaj se pa zgodi, če bi bile pipe višje od tega, kjer je gladina vode. Kaj se zgodi, kad teče tam voda? Ne. Tam, če bi bile pipe višje, potem tam ne bi voda. Ki prišli sam do podesta. Od podesta naprej je pa jašek, ki poteka skozi rezervoar. In po tistem jašku so na začetku hodili preverjati, kakšna je bila gladina vode. In ko je bila ta gladina vode nizka, so mogli dol vklopiti črpalke, da se je potem voda spet načrpala v rezervoar. In zdaj pri tej obnovi so ta jašek pregradili, tako da po tistem jašku ne moremo iti gor, so pa naredili nove stopnice, tako da po teh novih stopnicah gremo pa mi zdaj v rezervoar. In te eksperimenti so pravzaprav v povezavi z vodo, s tekočino in lahko opazujete, kaj se dogaja z magnetno tekočino, z takšno belo tekočino, kako z gibanjem se spreminjajo in oblike in pač se v bistvu tako malo igrate s temi eksperimenti. Evo ga. O, čakaj, ne, stiska. Zdaj obrnem.